Ja vam povem, to je bila teorija zarote v praksi. In ko sem že tretjič obupno povedala, da sem že letela, da še nikoli nisem potrebovala nobenega zdravnika in nobenega zdravniškega potrdila, so se pač vrnili na prvi izgovor, da jim je zelo žal, ampak da ne morejo spustiti me na letalo, ker mi ne morejo pregledati akumulatorja. Če notno, da je prej sem prišel notno. Dejno, pa stari, ti me poznaš, no, vsak teden sem tlemal. Pa ne mi težiti, ja, rabiš keš, ti dam keša, pa. Ja. Pa model je toliko pijan, da voditi ne more, no. Slišiš, da voditi ne more, no. A ja, ni pijan. Kva pa je? Eno nogo ima krajša. Pogledom so vse smene. Splošno govori o najbolj simpatičnega fanta za našo mizo. In ko mu predstavlja problem, modelu sploh ni bilo pene in pograbi in odnese. Ko me odnese čez plesišče, sem se počutila kot kraljica, ki jo nese na WC. Poučujem oziroma vodim dramski krožek, ki je eden izmed obštudijskih dejavnosti na Društvu študentov invalidov. In nekako zdaj smo hoteli narediti produkcijo, iz te produkcije pa nastal multimedijski projekt. Jaz nisem hotela, da bi zdaj za konc nekako vzela nek tekst pa razdelila vloge, pa ajde, naredimo predstavo, ampak sem hotela, da bi bila njihova. In v bistvu tako so potem nastale njihove zgodbe. In te zgodbe so tako ponujale, da so potem ta projekt še malo razširili, povabili plesalce, band, pa filmčke naredili, pa tako. Krasno. Vidim, da so se dekleta prav dobro v bistvu znašla. Ja, ne? A ne, da. Igralke so. No? No? Dekleta in fant. Zgodbe se postavljamo tega našega Davida. Že punčka rače. Hočemo povedati, da naj se ljudje nikar ne bojijo pristopiti, vprašati, kar jih zanima. Če ne vprašaš, ne veš. Da se ta distanca malo zmanjša. Distanca, ki imamo nekako ljudje do invalidov, nasplošno do vseh, ki so kao drugačni, ampak v resnici niso. Da se ta nekako ta... Senzibilizacija javnosti. Senzibilizacija javnosti. Senzibilizacija javnosti. Še enkrat povedati. Senzibilizacija javnosti. Povabili na svojo predstavo tudi občinske uradnike, župana, Ljubljane. Teči? Ampak ja, meni se zdi, da so vsi taki mediji in jaz lahko več odživim. Županu smo dali pač tudi prošnjo, če bi nas nekako dal eno pismo podpore, pa se zgleda, da je malo preveč dela, mogoče z mestnimi avtobusi, da jih naredi prilagojene, kaj pa vem, pa tega pač ni storil, niti opravičil se ne, ali pa karkoli. Kako sledi. In zaradi tega dobiš občutek namigvanja, da želim več kot le prijateljstvo. In zbežiš, ker nisi navajen, da ti nekdo preprosto pove in pokaže, da te ima rad.